Kaj se dogaja danes tukaj? Tukaj danes poteka konferenca Govoriš medkulturno, ki organizira cenovo sodelovanje z Evropsko komisijo, Valižanskim svetom za prostovoljno akcijo, šovom v Ljubljani ter uradom za mladino. Konferenca bo dvodnevna. Danes pričenjamo z razpravljalnim delom, ki naj bi kontekstualiziral jutrišnji del konference, v katerem bo potekal trening za trenerje. Celotna konferenca je namreč zaključni del eno leto trajajočega projekta Let's Talk About Multicultural Dialogue, katerega temeljni namen je bila izdelava priročnika za učenje mladih o strpnosti in pomenu medkulturnega dialoga. Ti si majka slavnih velikaša, ti si naša ostarine majka. Me zanima, kakšen inštrument je to? To su gusle. Gusle su izdelane iz javorevog drva, drvetane, konjska dlaka, tu se pa ne more učiti nič iz instrumentima, recimo sam po notama, to je čisto na amaterskoj, po samoukusu dela to, ne. Kako so pa stare? Ja, gusle su kao instrumenta črnogorski stari, koliko je i Črna Gora stara, ne. Tako da, gusle su inače drugačije stare, jedno 50 let su gusle stare, ne. Kako dolgo ih že vi igrate? Ja sam to od mojih staršov nasledio starog Atija, tako da prenosim kulturu i instrument zvuk gusala danes u Sloveniji. Torej, študentska organizacija Univerze v Ljubljani smo zelo počaščeni, da lahko sodelujemo pri konferenci, ki te dva dneva poteka tukaj v Ljubljani, se pravi gre za konferenco o medkulturnem dialogu. Dejstvo je, da je to na nek način tudi konferenca, ki zaključuje predsedovanje Slovenije Evropske unije, ker je letos tudi leto medkulturnega dialoga in to je ena zelo pomembna tematika, ker ravno v tem letu želimo tudi mi dati ta pomen, da se moramo prebivalci Evrope med sabo bolj spoznati in tudi se naučiti spoštovati eden drugega. Torej, študenti si pač že od nekdaj prizadevamo za medkulturni dialog. Mobilnost je tudi ena od glavnih tematik oziroma ena od glavnih poudarkov prenove slovenskega šolskega prostora, se pravi bolonjske reforme. Tako da ta mobilnost oziroma mednarodne izmenjave skozi leta narašča, se pravi vsako leto več slovenskih študentov odide študirati v tujino in obenem tudi vedno več študentov prihaja k nam in tako dodajo svoj kamenček v ta kulturni mozaik v naši državi. Zdaj, to so na nek način pač te primeri formalnega izobraževanja oziroma medkulturnega dialoga, seveda so potem tudi še, smo aktivni tudi na neformalnih, od raznih tečajev, delavnic, pa vse do bolj sproščenih zadev, kot so recimo spoznavanje kulinarike naših kolegov ali pa do spoznavanja načina druženja in pa zabav. Torej, na šovu smo prepričani, da bo ta konferenca in pa priročnik, ki bo nastal na podlagi te konference, še dodatno prispeval k razumevanju drugačnosti, da je to ena od prednosti Evrope, se pravi različnost je pestrost in si vsi skupaj želimo, da bi dejansko to prišlo v zavesti ljudi, saj samo kulturni dialog, medkulturni dialog je tisti temelj, ki bo evropsko tradicijo popeljal naprej. Moje ime je Alenka Blazinšek in sem ena izmed avtorjev priročnika o medkulturnem dialogu, ki je nastal v sklopu tega projekta. V bistvu nekako priročnik je še v fazi nastajanja, kajti na jutrišnjem treningu za trenerje si želimo ustvarjalci priročnika dejansko preizkusiti in dobiti še dodatne ideje, morda tista končna pojasnila in vpiliti priročnik, tako da bo res pripraven za aktivnosti, za katere smo si zamislili. Priročnik naj bi bil pripraven za vse, ki se soočajo z izzivi medkulturnega dialoga pri svojem delu, pri tem, kar oni počnejo. To pomeni, recimo, če se v razredu pojavi nov otrok, ki prihaja iz drugega kulturnega okolja in se v zvezi s tem pojavijo težave, lahko nekdo vzame v roke ta priročnik in si
in se pogleda, kaj bi mu recimo ustrezalo in potem na podlagi tega pripravi delavnico. Priročnik je zastavljen tako, da so delavnice razdeljene na različne tematike. Nekatere izmed tematik so recimo identiteta, potem etnična pripadnost, potem običaji, prazniki, torej vse, kar se tiče medkulturnega dialoga. Sama sestava delavnic je narejena tako, da imamo ponavadi možnost izbirati med več uvodi, nato med 2 ali 3 osrednjimi deli in na koncu še med več zaključnimi evalvacijami. Priročnik naj bi torej bil nekako prva pomoč za tiste, ki se pri svojem delu srečujejo z izzivi medkulturnega dialoga.